Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih, spoštovana dekanja, spoštovana namestnica varuha človekovih pravic, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani predstavniki vlade in seveda vsi cenjeni gostje, ki smo se danes zbrali. Prvo obeleževanje dneva inkluzije, dneva vključevanja, vključujoče družbe, prihaja v času, ko se v javnem diskurzu pojavljajo vse bolj prisotni pozivi, naj se z enakopravnostjo, enako obravnavo in enakimi možnostmi raje ne ukvarjajmo tako zelo. Kot da je sočutje, skrb za najbolj ranljive skupine, tisti krivec za domnevni zastoj v družbenem napredku oziroma pri idejah, kako napredovati. Dan, ko razmišljamo o vključujoči družbi, je zato priložnost, da poudarimo, da je zavzemanje proti diskriminaciji v praksi predvsem opredelitev, na kakšen in po možnosti merljiv način bomo te zastavljene cilje dosegali. Ob tem pa ne gre in ne sme iti za dilemo, ali napredek ali spoštovanje človekovih pravic. Temveč je ključno sporočilo, da je napredek možen skupaj z zavzemanjem za temeljne pravice in svoboščine. Največkrat pa tudi prav zato, ker temeljne pravice zagotavljamo vsem. V Sloveniji smo si tudi na podlagi splošne deklaracije o človekovih pravicah in drugih mednarodnih dokumentov zastavili, da bo pri našem družbenem napredku lahko sodeloval vsak. To je vredno, je dobro in plemenito. In če je kritika že, ki je potrebna in tudi na mestu, je to prav pri uresničevanju teh prizadevanj. Izključenost določenih skupin prebivalstva iz družbe je namreč še vedno velika težava in velik izziv. Pri zagovorniku načela enakosti smo lani in predlani skupaj izdali 235 priporočil. 60% priporočil za preprečevanje in odpravo diskriminacije se je nanašalo na zagotavljanje pravic ljudi z invalidnostmi. Tudi iz naših posebnih poročil in drugih izdelkov izhaja, da so ljudje z invalidnostmi v Sloveniji največkrat diskriminirana skupina prebivalstva. Še vedno, na primer, ne morejo enako kot drugi svobodno uporabljati javnega prevoza. Ne morejo v vse javne prostore, kot so tudi zdravstveni domovi, šole in fakultete. Nimajo vedno ustrezno prilagojenega izobraževanja. Ne morejo bivati v vsakem dijaškem ali študentskem domu. In omejeno je število sedežev zanje v gledališčih in drugih dvoranah. Težave imajo pri dostopnosti do dobrin in storitev, medijev in drugih informacij. Vse to izključevanje samo zato, ker imajo določeno invalidnost in ker jim kot družba še nismo znali priti naproti. Naša država je hitro, le 2 leti po njenem sprejetju ratificirala Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov. To je bilo že leta 2008. In ko smo nekako začetna odločnost potem s časom popustila, kot smo pri zagovorniku ugotovili lani in pripravili posebno poročilo o napredku Slovenije pri uresničevanju te konvencije, določb te konvencije. Negativne posledice ljudem z invalidnostmi včasih povzroča že njen netočen prevod. Zato smo predlagali spremembo in predlog prevoda tudi pripravili. Že vrsto let pa, kot rečeno, opozarjamo na nedostopnost javnega prostora in prometa. Naša odgovornost kot družbe namreč je, da se prilagodimo tistim, ki se sami zaradi svojih osebnih okoliščin, ki jih niso izbrali sami, ne morejo. To je temeljno sporočilo varstva pred diskriminacijo in zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.
in je tudi temeljno sporočilo dneva inkluzije. Pred 3 meseci sem ravno tu v Državnem zboru ob razpravi o predstavitvi težav pri uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov dejal, da so sicer pogledi, kako slediti principom konvencije, različni, da pa je bilo med poslankami in poslanci opaziti, da ni nasprotovanja ideji, da bi v Sloveniji ustvarjali družbo, ki bi sledila tem principom in v kateri bi se pravice ljudi z invalidnostmi poglabljale. To je spodbudno. Dan inkluzije, vključujoče družbe in vključevanja je tako lahko vsako leto eden izmed opomnikov, da je za napredek potrebno tudi proaktivno in usklajeno ukrepanje ter sodelovanje vseh pristojnih. Zato hvala vsem, ki se na različnih življenjskih položajih po svojih zmožnosti vsak dan prispevate k večjemu vključevanju vseh ljudi v družbi.